Pozdravljeni v 17. epizodi Simple Life podcasta 24. junija 2020. S vami sem Jure Peher. In tale je spet en freestyle podcast. Pogledal sem The Midnight Gospel in je ena ful huda serija, tako res. Če koga zanima smisel, smrt in te globje teme, to je serija za vas, direkt. Sploh ni vprašanje, to gledati ali ne, ampak pač gledati itak. Eno razmišljanje od zadnjič, v smislu, imamo več nivojev, na katerih delujemo. In do zdaj sem vedno razmišljal o 3. Ala misli, besede in dejanja. Se pravi tisto, ki gre od noter navzven. Se pravi, z mislimi ne vplivaš na svet, ampak so, kako bi rekel, so vzrok, ja, kjer se pač vse začne, neko gibanje in to. A pa mogoče bi lahko začeli pri čustvih pa občutkih. Pri tem nebesednem, potem gre do misli, do jezika in besed, ki jih izrečemo, s čimer že vplivamo na resničnost, in dejanja, s čimer najbolj vplivamo na resničnost. Oziroma vsaj tako sem mislil do zdaj. Pa sem prišel do tega, da je mogoče še en nivo. Da je en nivo, ki se niti ne zavedamo, ki je tak zelo, nočem reči abstrakten, ampak je težko ubesedljiv. In to je obstoj. Sama kakovost tvojega obstoja, sam način, kako ti si v tem svetu. In da s tem načinom, samo kako ti si v nekem trenutku, v nekem prostoru, da s tem v bistvu najbolj vplivaš na svet. Vplivamo na svet. In na druge ljudi okoli nas. Sem pa pridem do tega, kako točno to vpliva na druge, pa težko razložim, kaj sam se ne vem, če je sploh ubesedljivo. Kakor recimo, ko nekdo poskuša ker recimo poskušaš, evo, bom zdaj govoril to sam sebi, kakor da sam sebi to razlagam, kar v bistvu počnem, zdajle v bistvu na glas sam sebi to razlagam, pa obenem razmišljam, a je temu res tako. Što je proces introspekcije, ki, ne vem, vsaj meni včasih pomaga, tako na glas razmišljam in pol, ko to slišim, veš, ko sem dejansko rekel na glas, pol šele, čakaj, a je temu res tako?
pa pogledam, kako se počutim ob tem, in je skoraj neke vrste dialog, veš, rečem na glas, kot, veš, ena oseba, in pol to slišim kot druga oseba, in pol sam pri sebi, kot, ne vem, pri tretji osebi, preverim, a je temu tako, pa čustveno tisto, veš, sam čutiš v želodcu, a je, ali ni temu tako, in pa se počasi premikaš naprej proti vedno boljšemu dojemanju ali čutenju vsega skupaj. Bližje k resnici, no, tako bom rekel. Zdaj sem že pozabil, kaj sem hotel povedati. Da včasih, ko včasih poskušaš komu razložiti, kako je biti ti, ali pa kako je bilo doživeti nekaj. In takoj, ko govoriš o tem, tako je to manj. Veš, ne moreš nečesa predati. Pač določenih stvari ni možno predati. Recimo, ne moram drugače povedati. Kako je biti Jure Pehar, jaz ne morem povedati. A veš, kako je biti Jure Pehar, je možno samo doživeti. In trenutno to doživljam sam jaz. Ali pa kako je biti doživljaš sam ti. Noben drug ne ve, kako je biti ti. Tako res. Zdaj nas je že blizu, se sem šel zadnjič na net pogledat, blizu 7 ali 8 milijard, in od vseh teh ljudi noben ne ve, kako je biti ti. Je v bistvu, če tako gledaš, to en film, ki ga gledaš samo ti z vidika junaka te zgodbe. Kakor da je nek film in ti nosiš vlogo junaka tega filma, te zgodbe, ki jo film prikazuje. Saj, veš, ladaš so še stranski liki, ne, in drugi nekako vidijo skozi oči stranskih likov, kako je glavnemu liku, ampak glaven lik si sam ti. V tej zgodbi. Pol je pa zanimivo, da so pa vse zgodbe prepletene med sabo. Tako vse. Mogoče ne neposredno, ne, ampak če greš par nivojev višji, je v bistvu vse ena in ista zadeva. Fišuka, jaz res vedno bolj verjamem, da je vse eno. Da smo tako na najvišjem nivoju vsi eno in isto bitje in da smo tule samo zato, da... Veš, kaj predstavljaj si, da je Bog. Mislim, se sploh ne vem, kako je lahko dvom, da je. No pač, da je neko bitje na najvišjem nivoju obstoja, ki je samo. Pač je samo to bitje, vse, kar je samo to bitje. In pol to bitje poskuša videti samo sebe. Sam, kako so uvideli? A veš, ka ni nič drugega kot to bitje. A pa tako, no, saj jaz si bogatko predstavljam. Recimo, da je tema. Da je samo tema. In to je to. Pač tema. Pač tema. Nič drugega kot tema. Mislim, da smo dojeli, Jure, pač tema je. In
pol v tej temi se enkrat ena zadeva oziroma eno bitje zave te teme. Se pravi, tema. Jaz. Tema. Jaz. Kdo sem jaz? In pol uno bitje začne razmišljati, kdo je. Se pravi, da v bistvu je najbolj pereče vprašanje, oziroma niti ne pereče, ampak najbolj fascinantno vprašanje, ki ga ima Bog, kdo je on. Pa zdaj rečem on, zato ker je slovnično gledano tisti Bog, samo zato. In smo mi tukaj, oziroma vse, kar obstaja, poskus videnja samega sebe, oziroma poskus ugotovitve tega. A veš, ko pol kakšni rečejo, no pa sej niti ne, da kakšni rečejo, ampak se je temu tako, ne, da smo mi ljudje drugemu zrcalo. A veš, ko včasih res, če gre tebi pri samu sebi nekaj na živce, pa ima nekdo drug podobno lastnost ali pa celo isto lastnost, ti gre človek na živce lik zato, ker sam v sebi nočeš videti te lastnosti. In ja, ponovadi folk, s katerim se najraš družimo, ali mislim, da sta dve stvari. Ali je toliko različen od nas, da ne vidimo v njih tistih lastnosti, ki jih ne maramo v sebi in se glede sebe v družbi teh ljudi dobro počutimo, pa se zato radi z njimi družimo. Ali pa tudi, če nam povzročajo te občutke, vemo, da nas imajo radi in se zato z njimi radi družimo. Ker če ni recimo te ljubezni, tega temelja, pol pač se nočemo družiti s tem folkom, razen če se ob njih dobro počutimo, se pravi, da nimajo oni nobenih lastnosti, ki pač mi pomislimo, da smo slabi na nek način. Zdaj, čakaj, voda. To je pa zanimiv zvok, če podrgnem ob pojslo. To je najboljše, da imaš take kolege, ki veš, da te imajo radi, skoraj ne glede na to, kva narediš, ampak ki te nekako izzivajo, da si boljši človek. A veš, kaj mislim? Da ne glede na to, ja, da lahko delaš pizdarije, ne, pa se tudi skregate, pa karkoli, pa veš, da bo kul, da se pač pol zmeniš, pobotaš itd. In je pač kul. Ampak da je stalno občutek, da tako, da si v redu, da je čisto v redu, tako kot je, ampak vseeno, da je neka želja tako po biti boljši, po več, oziroma več mogoče ni ta pravi izraz, ampak tako po biti boljši. Če so stvari prepuščene same sebi, grejo vedno na slabš. Tako da sem enkrat razmišljal, da to naša želja po napredku mogoče ni želja po napredku, ampak je napredek potreben za to, da sploh ohranjamo tako stanje, ki je. In da Casey Neistat je res naredil en dober video, kjer, kaj je naredil?
pač so ta letališča, ne, kjer imaš tiste vodoravne stopnice, vodoravne, veš, ko se tla premikajo. Pač ne v trgovini, ko imaš recimo, zdajle mi sam Mercator v Zgornji Šiški pade na pamet, ko greš, a veš, iz garaže gor, imaš pač te, niso štenge, ampak je samo en trak, ko v bistvu prideš iz garaže v pritličje in pač lahko greš z vozičkom na ta trak in lepo počasi gor. No, ta trak je na veliko letališčih, da hitreje prideš z enega konca letališča na drugega. In pa si predstavljate, tako kamera in kaže Caseyja, kako hodi v levo na tem traku. Se pravi, trak gre v desno, trak gre v desno, on pa hodi v levo in je v bistvu, ker hodi v levo, trak pa v desno, je on na mestu. In pol se izpiše na videu, da če hočeš v lifeu biti na mestu, moraš v bistvu hoditi naprej. Da če hočeš stagnirati, moraš hoditi. In če nehaš hoditi in pol neha hoditi, ga potegne v desno, ga potegne nazaj. In pol gre tako ven iz kadra, se pravi, je res njegov live show kurac, po domač povedan, ker je se pač ustavil in začel ne stagnirati, ker za stagniranje rabiš hoditi, ampak je njegov življenje šel res na slabš. Pa je začel teči v levo in se je premaknil čist na levo stran kadra in pol izven kadra. In se izpiše tako, da če hočeš v lifeu priti naprej, moraš pa teči. In to je zanimivo, da je hoja, delo, premikanje je tista osnova, ki jo moramo vsi delati, zato da sploh stojimo na mestu. In da če to nehaš, pa prepustiš stvarem, da so tako, kot so, bo šlo na slabš. In da moraš v bistvu teči, moraš tako dodatno delati, da stvari pol izboljšaš, če hočeš izboljšati. Zakaj sem pa prišel na to temo, je pa, ker to, da je fajn imeti kolege, ki te motivirajo, da si boljši. Ampak ta Midnight Gospel, huda serija, res. In tako vedno bolj se zavedam, kako pomembno je ne razmišljati preveč. Pa ne ono, da si pol neumen, ampak tako, da se ne, da celostno razmišljaš. Da in z možgani in z srcem oziroma občutkom in tako, pač celostno. In pol, kar Ram Dassa poslušam, mi je všeč, ker zadnjič rekel, you have to take care of your body, quiet your mind and open your heart. In je ful tako, to je to. Pač poskrbeti za svoje telo, umiriti svoj in odpreti svoje srce. To troje. In je res tako najboljši life možen, če to troje narediš. A pa ta najljubši citat moj po ta novem. Pa v bistvu je najljubši citat od vseh citatov, ki sem jih do zdaj prebral. Pa res je, da nimam spiska vseh citatov, ki sem jih do zdaj prebral, da bi jih še enkrat prebral pa preveril, če je res ta. Ampak mislim, da je. To je tako deep, kar je ta model povedal. Kabir. Mislim, da
zdaj upam, da ne bom narobe rekel, iz Srednji vzhod, ali temno Indija, pa bolj zahodno proti Pakistanu, pa te konci nekje, mislim, da. En filozof v 13. stoletju po imenu Kabir. In je tako rekel: Do what you do with another human being, but never put them out of your heart. Do what you do with another human being, but never put them out of your heart. A veste, kaj je mislil s tem? Da res lahko praktično karkoli narediš z drugim človekom. Karkoli. Res nima veze samo dejanje. Dokler pač imaš odprto srce pa tega človeka rad. Da je nekako ideja, da če nekomu želiš dobro in je ta želja, ta ljubezen, rečemo temu, da res izhaja iz tega mesta oziroma iz te ali pa tako, če vsa dejanja, ki jih narediš, izhajajo iz ljubezni do sočloveka, pol ne moreš narediti slabega dejanja skoraj. Oziroma, da ga ne moreš narediti. Tako jaz razumem zadevo. In da če živiš svoj life na ta način, praktično bo vedno vse, kar narediš, dobro izpadlo. Ne vem, na zadnje tedne kar dosti o tem razmišljam, kako bi bilo živeti na ta način. Ko pa moraš samo eno zadevo imeti v mislih oziroma v srcu, po domače povedano. Pač eno zadevo imeti v srcu in to je to. In to je ta isto, kar, Ram Dass je tega citiral, tako da tam sem tudi zvedel za to. Je to, kar Ram Dass razlaga, pač umiriti svoj poskrbeti za svoje telo, pa odpreti svoje srce. In ena zanimiva prigoda, ki jo bom zdaj dejansko povedal, ne me basati. V glavnem, zadnjič tako zračen stanovanje, pa odprem oken mislim, da sem kar začel na loži. V glavnem odprem ložo, odprem ta srednji oken, ta največji na loži, da začnem luftati stanovanje. Pogledam dol, valjda, zdaj tako po ta-novem štekam kakšne starejše ljudi. Ko tako radi pogledajo, mislim, saj jaz sem tule v Jaršah, in včasih vidim kakšne, gledajo tako ven, pač si na okenski polici, pa pogledajo ven, kva se kaj dogaja po soseski, pa so par minut gledajo, pa pol grejo naprej svoj dan delati, karkoli delajo, In štekam, kaj je tako zanimivo, pogledati, kva kaj folk počne, skozi oken. In pol pač valjda pogledam, zdi se bilo, mislim, da za par sekund, nima veze, v glavnem, in pol tam vidim eno, takoj, ko jo gledam, si mislim, wow, ta bejba pa huda. In se pol malo ustavim, pa tako gledam, pa vidim, da je šla spodaj v kiosk, ali ko se reče, v trafiko, pod blokom, pa da zdaj čaka v vrsti. Pa pol pride ideja,
da ti njo govor. Pa jaz tako, fuck, a res, a jaz bom zdaj se preoblekel, pa šel dol, pa je ogovoril, ali kaj. Pa tako, fuck, ok, jaz bom zdaj se preoblekel, pa šel dol, pa je ogovoril. Pa si mislil že, a res, a to se bo zdaj zgodil, pa ta druga stran dialoga, ja, to se bo zdaj zgodil. In pa grem v sobo, pa se na hit preoblečem, ne, kaj pa vem, koliko časa bo ona tam stala v vrsti, ne. In ja, se preoblečem, grem tako hitro dol pred blok, pridem ven iz bloka in očitno, ali ne vem, ali sem tako hitro ven prišel skozi vrata, ker tale naš kiosk ali trafika je, ne vem, ene recimo, ko pridem ven, pa pogledam levo, ene, ne vem, 40 metrov naprej. In pa ja, takoj, ko sem prišel iz vrat ven, pogledam levo in ona pa tudi, ne, levo, a veš, ker očitno so s tako hitrostjo ven prišel iz bloka in pa tako se pogledava in tako, ok, se vidva. In ona pa gleda naprej v vrsto, ki je bila naslednja na vrsti, jaz pa pol tam počakam, ker valjda nisem je hotel govoriti, ker bo zdaj na vrsti, pa pač naj gre nabaviti v miru, lepo, brez da ve, da, a veš, sem jaz tam, kar se je tudi zgodilo, pa prija pol ven iz trafike in pol jaz tako do nje in ono živijo, nekaj smešnega ti imam zapovedati, ker pač meni je bila cela situacija ful smešna in pol tako, ja. Pa ji rečem, dajte za tako 3 minute pospremam, pa se pa šel z njo, pojma nimam, kam je šla, ne. Ampak ja, pa hodim tako z njo in ji pa razloži celo situacijo. Ja, doma, zračil, te zagledal, si mislil, wow, in pa tako, zdaj bom rešil dol, zdaj bom rešil dol, se preoblekel, šel ven in pa se mi tudi omenil, ja, se je svidela, ne, ker sem lih iz bloka prišel, so se spogledala in tako, ja. Pa jo vprašam pa tako, če bi šla kdaj šetat tle po Jaršah in ja, valjda, pol razloži, da ima fanta, da ne more, oziroma da ne. In jaz tako, ti šment, ne, ker pač škoda, ker punca je bila res luštna. In ne vem, pa so se še malo pogovarjala in reče, ja, tako ful dober pristop, sicer omen, ne, da je lahko zelo hiter creepy, ampak njej ful bilo všeč. In komentiram, ja, da je ta meja je res tanka, ta meja je res tanka. Tako med tem, da eno govoriš, pa da izpade creepy as fuck, ali pa tako cute. Je, oh my god, to je toliko tanka meja, to sploh, to je težko je res dojeti, koliko je ta meja tanka. Tako nekaj malega narobe narediš, pa je že, pa že na napačni strani te meje, ne. Zdaj govorim kot tip, ki govori žensko, ki ga ne pozna, ki ti ne poznaš nje, ampak pač te zanima, kdo je ona in pol pač nekaj rečeš, pa, a veš, imaš uno interakcijo, ki jo imaš, ne. V glavnem, kar hočem reči je, da je spadel ful dober in pol ona gre po svoje, jaz grem po svoje, ja, valjda vmes še predstava, ker me vsem zanimalo, kako je ime. In to je bilo to. In ja, pač meni je bila ful taka prijeten kratek pogovor, prijetna interakcija in sem bil pol čist dobre volje po tem, a veš, pa je frajla rekla ne. In tudi njej, saj ne bom rekel, da razumem žensk, pa kaj si je res mislila vsem skupaj, ampak si upam nekako trditi, saj tako sem jaz dojel, ne, da je bilo cool vse skupaj in ji mogoče celo malo polepšal dan. Ker si predstavljam, da, a veš, če pride en tip do tebe, pa ti reče, da dobro izgledaš, mislim, sej, to mora biti fajn, ne, načeloma. Kot rečeno, pa ne bom rekel, da vem, ne, ampak si predstavljam. Tako da, ja, poanta zgodbe je bila pa to, ne, da imam občutek, da bi lahko rekel karkoli v
tem momentu, oziroma ko sem govoril z njo, tako res karkoli, bi bila tako najbolj butasta stvar, kar potencialno je bila. Ampak sem res naredil vse iz tega, da, a veš, je ona meni kul, da sem jaz kul, da, a veš, sva oba kle, pa sva oba v redu. Iz tega vidika, no, ki bi rekel, da pač dokler ima sočloveka v svojem srcu, pa delaš tako, da, a veš, delaš dobro zanj, zase in za vse, je praktično ne moreš narobe narediti, ne. In sem res takrat začutil, kako je iz tega vidika, dobro, zdaj dajem primerne ugovarjanje punc, ampak si predstavljam, da se da na kjermokoli področju to s takim nastopom delati stvari. In ja, sem imel res občutek, da karkoli bi rekel, bi bilo kul. Ker je ta prostor oziroma ta občutek, s katerim sem to naredil, bil ta najboljši možen. Zdaj pa kako se v vsakem momentu spomniti, pa to narediti. Recimo, ko ti nekdo, ko moraš nekomu reči ne. A veš, takrat je še en tak dober moment, kako, ja, da imaš tega človeka še vedno, lahko si predstavljaš, ja, tako mehkega človeka, pa ga vizualiziraš v svojem srcu, pa mu pol rečeš ne, a veš, za neko zadevo. In ponovadi, če nekdo, vsaj jaz tako dojemam, ne, če mi nekdo reče ne, pa če čutim, da sva s tem človekom še vedno okej, a veš, njemu pač njej sam ni bilo do te stvari, ampak tako, jaz pa on ali pa jaz pa ona, no, sploh recimo v tem primeru, ko sem to govoril, so še vedno kul. A veš, jaz njo, če bi jutri srečal, bi komočil do nje, živijo, kva pa ti danes, pa se, veš, normalno pogovarjala naprej, kot dva sočloveka, ki sta v redu odnosu. A veš, odnos najin bi bil še vedno v redu. To. In da nekomu lahko rečeš ne, pa ji daš ta občutek, da je pač sta še vedno kul, to je to. To mislim, da je vsa poanta dobrega odnosa, oziroma pač vsega dobrega v lifeu. Da je temelj ljubezni, pa nima veze, kva gradiš gor, ali pa ne gradiš gor. Samo da je ta temelj tam. Čak najprej voda, pa še en dober primer. Evo, družina pa prijatelji so en krasen primer tega. A veš, če so kakšni ljudje, ki jim največ dovolimo, recimo, da tako malo včasih tacajo čez naše sanje, ali pa da nam rečejo stvari, ki ne bi dovolili nobenemu drugemu, da nam reče, ali pa da nas jebejo v glavo, ali pa da pač, ne vem, karkoli, ne, kar ni najbolj pozitivno pa to, ponovadi to dovolimo samo najbližjim. A veš, ko vemo, da je pač tista ljubezen tam in da to delajo iz tega, da je to ta temelj, na katerem leži oziroma stoji to dejanje ali pa to, kar so rekli. A veš, ko pri neznancih ne vemo, da je ta temelj tam oziroma ga nismo še ustvarili in posledično ne dovolimo, da nam rečejo pač ej, ti si pa malo butast ali pa ti si pa malo tak pa tak. Sam bližnji, ne, ali družina, ali prijatelji, ali fant, punca, mož, žena, pa ali se lahko pomislite o svojem lastnem življenju, pač komu največ dovolite, da z vami dela občasno na grd način? Ja, pač bližnji, ne, a veš, niti nima veze, če kdo kaj grdo naredi, mislim, sej, je fajn, če ne,
Ampak, če to naredi, pa če ti veš, da te ima še vedno rad, da te ima še vedno rada, pol, a veš, nima niti veze, zares, ne. Tak en primer tega, se pravi, da nekdo te ima v svojem srcu, pa pol praktično nima veze, kva dela s tabo. Mislim, praktično. Ima vseeno veze, ali pa recimo, da je več načinov, da te ima nekdo lahko zares v srcu, ali pa da te ima na malo tak napačen, fake način. Mogoče je v tem fora. Da če imaš nekoga zares v srcu, da potem nima veze, kaj narediš s tem človekom, če ga imaš pa tako neki na pol, pa da nisi ziher, pa da so trenutki, ki pade ven, saj to, a veš, če imaš nekoga zares v srcu, je vedno tam. A veš, ni nobenega momenta, ni nobenega momenta, ki padeš ven. Se pravi, da tudi, da tudi, ko se na nekoga res kregaš, ga imaš še vedno not. In nikoli, niti za sekundo ne pade ven. Mislim, da tako bi lahko definirali brezpogojno ljubezen. Da ni nobenega momenta, ko daš tega človeka ven iz svojega srca. Ja, en tak zanimiv način gledanja. Ali pa kle še ta ideja. Pa spet iz The Midnight Gospel to jemljem, oziroma od Ram Dass'a. Mislim, sej, če poslušate tega Duncan Trussella, on veliko Ram Dass'a tudi posluša in ja, pa se vidi, da ga posluša. To, da razsvetljenje pa predaja nečemu višjemu, oziroma to, da bi dosegali ono stanje, kjer nam je skozi kul, kjer nam je res vsak trenutek kul. Da je to že v nas, da to ima vsak v sebi, zdajle. Če kdo to zdajle posluša, pa si misli, da tega nima v sebi, ne, se moti. Ma to v sebi. Jaz imam to v sebi, ti imaš to v sebi, tako vsak od nas ima to v sebi. Samo fora je, da je toliko močen ta občutek, da si noben od nas, mislim, saj jaz ne poznam človeka, ki bi si upal prepustiti temu. Ki bi se upal, je kakor en bazen. Ja, mi vsi ljudje, recimo, dajmo zdaj Slovence, ne, glede na to, da je to v slovenščini. Slovenci, saj je večina sveta je tako, ne, ampak ali pa rečemo, kar vsi ljudje smo tako. Je en bazen. En bazen napolnjen z vodo, ki je tako res lepo valuje, pa tak sončen, topel dan je. In mi smo vsi zbrani okoli tega bazena. In vidiš, gledaš bazen, pa not je par žog, pa par tistih blazin v vodo, pa par teh fontan, ki piha iz tal
zrak, pa pol tam voda dela. Tako res krasen opis, ampak ja, mislim, da vsi veste, v toplicah neka una voda brizga iz tal ven, pa pol stojiš tam, pa probaš na sredini biti, pa te mal vrže ven, pa tako no, se te zmasira, da rečem. In še par drugih zadev je, veš, pa tok, pa tako no, zabavno zgleda. Ta bazen zgleda izredno zabavno, voda lih prav topla, sončen dan, kako bi sedla skoč not. In pol vsi stojimo ob robu tega bazena. Ja, tako, vsi stojimo na robu tega bazena. In gledamo pol en drugega, dej ti skoč not. Pa ne, dej ti najprej skoč. Pa ne, dej pej ti prej, no, dej bo ti prvi. Pa tako, pa gledamo en drugega in noben si ne upa not skočiti. In je sam to, nič drugega, sam skočiš, ampak ta skok, iz tega skoka smo naredili tako cel bav, mislim, ta skok je tako najtežja stvar, ki jo v lifeu narediš. Pa sploh ni treba skočiti, v bistvu se lahko tudi en sam potisne not, ampak nas je same toliko strah, da smo vsi čisto zakrčeni in tako, veš, niti sočloveka ne moreš potisniti not. In pol tam gledamo ta bazen in si mislimo, kako bi bilo fajn, če bi mi skočili not, ampak ne, pol gremo, pa lej, si kle, veš, na robu je čisto fajn, pa imaš ležalnike, pa se malo na ležalnikih, pa se malo sončimo, pa pogovarjamo, pa gremo kakšno enko odigrati, pa odbojko, a veš, ampak tako globoko v sebi si pa vsi želimo pa skočiti v vodo, pa se osvežiti. A veš, pa noben ne skoči. Tako zakaj, a res, dej. Pa sam to, sam en korak, kad še skoč ni treba, lahko sam stopaš, pa pač padeš not, ne, pa v isto not, pa v isto osvežujoče, pa fajn, ampak ne, tako celo človeštvo, ali pa mogoče par izjem, ne, onih ljudi, ki so razsvetljeni, stojimo na robu. Mislim, a ni to toliko butast, to je neverjetno, ne. In stojiš tam na robu, pa mogoče, da je kakšen, ki ga poznaš, ki zgleda, da res uživa life. Človek je pač skočil v bazen in zdaj čufota tam po vodi, pa gre na pač kapiha, ne, pa je na blazini, pa žogo malo meče sem, pa tako, no, res zabaven. Samo koliko bi bilo še, če bi nas več skočili v bazen. Pa bi se imeli šele fajn. Sam ta skok, veš, pa je v bistvu sam to, sam pač upati si moraš in pa greš. Pa zdaj tule ne govorim, da je ta skok neprispodoben za smrt. Mogoče ja, mogoče na koncu smo vsi pahnjeni v bazen, a veš, čist na koncu. In pol vidiš, koliko je to dobro. In zakaj nisem že tega prej naredil, veš, tekom tega, ko sem bil živ. Mogoče je res tako, mogoče na koncu, ko umremo, pač pademo v ta bazen in vidimo, oh my god, a to je to. In je tako najboljša stvar, ki smo jo doživeli, kadarkoli. In pol, a zdaj moram ven iz bazena? Ja, in pol, ko umreš, pač padeš not, doživiš za par trenutkov, koliko je fajn, in pol moraš iti spet, zdaj govorimo o reinkarnaciji, ne, spet ven iz bazena in nekako to plezanje ven iz bazena ali pa prestavitev ven iz bazena, rezultat tega je, da pozabiš, da si bil v bazenu in koliko je bilo fajn v bazenu.
bazen lahko pa gledaš, da je pač ta enost, skupna ena zavest, Bog, po domač povedan. In si padel not, si bil za trenutek del vsega tega in pa greš še enkrat ven in pa si spet vzuni, ločen od tega, s čimer hočemo biti vsi povezani. In pa spet tam šetaš okoli roba, pa gledaš, a bi skočil, a ne bi skočil, pa če bi skočil, kako bi skočil, a veš, to je največji smeh, se sprašuješ, kako bi skočil. Ker nema veze, samo fakt skoč. In to je to. Ta skok pa ne vem, a zdaj je to neka zadeva, ki jo moraš stalno početi. Jaz si jo bolj predstavljam, tako kot ta Ram Dass razlaga za svojega guruja, za Maharadžija, ki je pač, koliko je bil, 17 star in je, ti ne vem kam je šel točno, pač v enem trenutku je opustil svoj ego, je pač rekel, ok, jaz nisem kdor sem mislil, da sem, in pol ni bil več to. Kakor da, ne vem, jaz zdaj rečem, jaz nisem Jure Pehar, Jure Pehar je sam nek konstrukt, je pač nek skupek idej, ta človek je tak, pa hoče to, pa to, a veš, je sam jaz, kar zahodnjaško gledano, kar sem do zdaj mislil, da sem, je pač nek skupek idej. To je to. To je vse, kar smo mi kle. In pol šele, ko to enkrat opustiš, pa dojameš, da si malo več kot to, pol se tako začne ta dober del življenja. Zdaj pa kako opustiti to, če si cel life mislil, če sem 30 let mislil, da sem to. Kako zdaj to rečem, a ne, jaz sem več kot to. A veš, in da svoje identitete ne polagam v pač teh 10 črk svojega imena, pa vse te lastnosti, ki, a veš, so mi jih ljudje pripisali, oziroma ki sem jih jaz pol vzel za svoje. A veš, da sem tak pa tak, hočem te pa te stvari, dober sem v tem pa tem, mislim, saj še vedno je pač res, ne, določene stvari, ampak ne rabim pa sebe videti, kot jaz sem to. A veš, lahko sebe vidim, kot jaz sem zavest, ali duša, ali pač kjerokoli besedo uporabiš, da sem jaz za vsem tem. Tista stvar, na kjer se je to vse prilepilo. Lahko tako gledaš, ne, mi smo ena tako zelo lepljiva zadeva, ne, in pol pač se rodiš in se začnejo stvari lepiti nate. Dobiš neko ime, pa neko državljanstvo, pa neke starše, pa neke brate, sestre, pa neke prijatelje, pa neke lastnosti, pa neka prepričanja, pa potencialno še neko vero, pa, a veš, dobivaš stvari. In pol, ko si enkrat dosti star, pa se zavedaš, pač se tvoja psiha razvija do te mere, da se zavedaš sveta okoli sebe, si pa rečeš, to sem jaz. V bistvu je kakor ena video igra. Zdajle za tiste, ki boste poslušali oziroma gledali Midnight Gospel, klele en mini spoiler v naslednje, koliko časa rabim, da to povem. Ok, preskočite tam nekje za pol minute. No, v glavnem, v eni epizodi, ne, je bilo rečeno, da je life kakor, oziroma to, da poskušaš v lifeu nekam prijeti, kakor grindanje v World of Warcraft.
A veš, isto. Se pravi, ti pač grindaš zato, da svoj lik izboljšaš, to je pa vse skup ena videoigrca, a veš, ta lik sploh ne obstaja, pa te skilli sploh ne obstajajo, polne številke so vse izmišljene. In ti si v bistvu pozabil, da igraš igro in jo že pač 20 ur igraš in si čisto pozabil, da rabiš pit, pa da si ti v bistvu igralec te videoigre. A veš, in to se kle dogaja. Pač jaz sem začel to videoigro, ali to igro, ki rečemo Zemlja, sem dobil tale lik, ne, in zdaj jaz igram ta lik in sem kar nekako pozabil, da sem jaz, a veš, igralec za tem likom, ne, nisem jaz ta lik, ki ga kle igram. In je, kaj enkrat to dojameš, čist drugačen life pol postane. Pa pravim, še nisem dojel, zdaj se pač spogledujem s temi idejami in za une, ki se vam zdi to tako ful neki abstraktno, pa ful tako že malo, ko bi rekel, da je to vse skup neka utvara, bom rekel samo to, da mogoče na koncu dneva niti nima veze, a je res, a ni res, sam če mi ta zgodba, rečemo temu, omogoča, da živim boljše življenje, kot bi ga z drugo zgodbo, potem bom s to zgodbo živel. Až ko vsak od nas živi z neko zgodbo, ima neko predstavo, kdo on je, kdo ona je in kako ta življenje funkcionira. Lahko imaš pač zahodnjaško predstavo, da ti si neka oseba z določenimi lastnostmi, da je svet sestavljen iz atomov in da pač živiš ta life tukaj in ko umreš, je najverjetneje črnina. Lahko živiš s to zgodbo in je čist cool. Pač, če ti je cool zgodba, lahko z njo živiš. Čakamo vode. Pa imaš kakšnega krščana, kristjana, ki živi za zgodbo, da, a veš, imaš določene vrednote, po katerih je dobro živeti in če boš tako živel, boš prišel v nebesa, kjer je pač tisto večen, dober life. Lahko živiš za zgodbo ateista, da pol ni nič. A veš, vsak od nas, dobro, zdaj sem šel bolj na vere, ne, ampak vsak od nas živi za neko zgodbo, z neko predstavo. In vse, kar hočem reči, ko govorim o teh, da se istovetiš s tem, da si zavest, ki je za vso osebnostjo, lastnostmi in telesom in tem tukaj, pravim samo to, da je to neka zgodba, ki vedno bolj, ko z njo živim, vedno bolj odkrivam, da je na ta način veliko boljše živeti. Pa pol po pravici povedano niti nima veze, a je res, a ni res. A pa lahko gledate, vsak od nas ima v možganih nek program, ki mu laufa. Pač en ima program USA, pač prebivalc USA, en ima program, a veš, prebivalc Evrope, en tretji ima program, ne vem, musliman, ki živi v Afganistanu, en ima program hindujc, ki živi v Ameriki, en drug hindujc, ki živi v Indiji. A veš, vsak od nas ima pač nek program naložen. In zdaj lahko ti zamenjaš ta program in preizkusiš, kako je živeti z enim drugim programom. In lih to zadnje čase delam, da kako je ne živeti s programom nekoga, ki je ne živeti s tem
materialističnim pogledom na svet, ne, da svet sestavljajo atomi, pa da je, ko umreš, pač konc. Ampak kako je živeti z pogledom, da v svet sestavlja zavest, da pač vse, kar je zavest. Kako je gledati na stvar, da reinkarnacija, da je to dejanska stvar in da, a veš, da jaz nisem sam to telo kle, pa te misli, pa te občutki, ampak da sem veliko več. Potencialno, da sem cel obstoj jaz in vsak od vas, da smo pač eno in isto na najvišjem nivoju, da smo ena in ista zadeva, da smo eno in isto bitje, ki sam poskuša prek tega tukaj ugotoviti, kdo je. In smo zdaj naredili cel krog, da je pač ta zemlja kle in zakaj nas je tukaj več, zato da pač poskušam Bog prek tega ugotoviti, kdo je on, kdo je ona. In a veš, vsak od nas pač doda en košček sestavljanke v to. Kar se pa te zgodbe tiče, pa ja. A veš, vsak od nas pač živi za neko zgodbo, pa a veš, ali je hardcore znanstvenik ali pa hardcore veren človek, po pravici povedano nima veze. Karkoli te pomogoče, da živiš dober life, pa da drugim dopuščaš, da oni živijo svoj dober life, to je to. Zdaj, kdo ima bolj prav? Ja, kakšen znanstvenik bi rekel, ja, jaz lahko dokažem, da imam prav, pa ne. A veš, sam po drugi strani, ne, se pa znanost ukvarja samo z stvarmi, ki so materialistično gledano dokazljive, v smislu, da a veš, pač, ne vem, spustiš kuli in pade na tla. Ja, pač to lahko dokažeš, ne. Pa prideš do bolj rahlih tem, ne, kakor je zavest, pa doživljanje sveta, to pač ne moreš dokazovati, zato ker to lahko samo živiš. A veš, so stvari na tem svetu, o katerih ne moreš razmišljati, ki jih ne moreš ubesediti, ki jih ne moreš niti narediti, ki lahko samo si te stvari. A veš, ki jih moraš izkusiti iz prve roke in takoj, ki jih izkusiš iz prve roke, jih noben drug ne more, ne, ker načeloma je tako narejen, da pač zdajle kle, v tej dnevni sobi, na tej posli, čičam sam jaz. Okej. Snemam, pa lahko to poslušate, ne, ampak zdajle kle sem sam jaz in noben od vas ne ve, kako je biti tukaj, pa snemati tole, pa govoriti tole, pa doživljati to, kar jaz zdajle doživljam. Kakor jaz ne morem za nobenega od vas vedeti, kva vi zdajle doživljate, ko to poslušate, tudi če mi pol poveste, ali pa napišite komentar, ali pa mi date kakorkoli vedeti, da ste to poslušali, pa kaj si mislite. Jaz ne morem vedeti, kva ste zares doživeli, zato ker sam, a veš, moment doživljanja se je samo vam zgodil. Tako da ja, pač znanost se s tem ne ubada, ker se ne more, ker pač ne moreš tega drugače, kakor to, da doživiš. Tako da ja, zdaj si naj pa vsak zbere pač, s katero zgodbo hoče živeti. Jaz sem pravim, da ta z reinkarnacijo, pa z tem, da jaz nisem to ime, to državljanstvo, ampak da sem veliko več, ta je kar fajn, mislim, tako lažje se diha, no, če živiš s to zgodbo, če živim s to zgodbo.
to, no, umiritev svojega uma. To je res ena najboljših stvari, ko ugotavljam, da če sem veliko razmišljal, sem pač, in sem videl to kot vrednoto, kot to, da je to pomemben, da človek razmišlja. Sam zamudiš določene dele življenja na ta način, v smislu, da lahko gledaš nivoje, ne. Pač razmišljanje, pa spodaj srce, pa še nižji želodec, v smislu, občutek globoko vse, ki ga imamo, kako bi bile stvari, ne. Lahko gledaš, ja. Možgani, srce, želodec, 3 nivoji. In možgani so pač razmišljanje, srce je čutenje, čustvovanje, rečemo temu, želodec pa globok občutek za, rečemo, moralo, pa za to, kaj si res misliš o stvarih. In višji, ko si, bolj, ko si v glavi, ne doživljaš toliko tega srednjega pa nižjega nivoja. In ja, srce pa želodec je tam, kjer se odvija življenje zares. Je samo tako, da se dvigneš nad to, pogledaš, ta je taka situacija, jo izboljšaš, ker žival si niti ne more izboljšati svoje situacije, ker pač nima te kapacitete, da se dvigne nad njo, pogleda, moje življenje, tle vidim en vzorc, ki me ful ne pelje v ta pravo smer, gremo ga popraviti, kako ga bom popravil, odkoli ga bom popravil, načrt je torej tak pa tak, po korakih bom implementiral ta načrt in pol, greš, si razmislil o zadevi in si izboljšal svoje življenje. In tle je krasna stvar. To je res najboljša stvar za, objektivno pogledati situacijo, jo izboljšati in pol živeti naprej. Ampak rečem živeti naprej, mislim srce, želodec, ta, ko bi rekel, primaren del lifea. In vedno bolj, ko se prestavljam sem na ta nivo, ta 2 nivoja, je vedno boljšno. Ne me basa, da je smisel oziroma kako biti bolj srečen, da ne razmišljati. Saj sem vedno sem že mislil, pa se, bolj hecu, pa ne, niti ne hecu, ampak po svoje res, bolj ko si neumen, bolj si lahko srečen. Ko se pol ne sprašuješ teh stvari, mislim, če se ne vprašaš, ne moreš ugotoviti, ne, pa, to je tudi res, ne, če se ne vprašaš, ne moreš tako ugotoviti, pa tega ubesediti, pa pol to predati z besedami naprej, ne. Tako da definitivno ima svoje mesto in je zelo, zelo uporabna stvar, ampak mislim, da ostajam pri svoji trditvi, da manj, ko razmišljaš o teh zadevah, bolj si lahko srečen. In vidim neko povezavo, ne, med tem, koliko je človek pameten, pa koliko je srečen v lifeu. Ko smejhen, ne, si ponavadi neumen. Oziroma, jaz vem, da zdajle, če primerjam sebe zdajle, pa sebe, ko sem 5 let bil star, mislim, lahko z 100% gotovostjo trdim, da sem zdaj bolj pameten. Ampak to je, kar se tiče sposobnosti razmišljanja. Kar se pa tiče sposobnosti živetja in to, da dobro živiš, sem bil pa, ko sem bil 5 let star, neprimerljivo bolj pameten. Oziroma, rečemo moder. Otroci so bolj modri, so modri, pa bolj, ko si odrasel, manj si moder, pa si bolj pameten, pa pameten na mogoče malo napačen način, da si kao pameten. In pa spet počasi prideš do tega, da si pameten in moder.
pol kasneje, ko si že starejši. Ampak ja, to modrost, ki jo imajo otroci, ki pač intuitivno počnejo ene zadeve, pač dojamejo stvari, ki jih odrasli tako rabimo ful cajta, da prijemo do njih, ali pa sploh ne dojemamo, otroci pa vejo, intuitivno. Ne rab niti razmišljati, sam ve. Ali čut in pač se pravilno ravna. Pač se ravna skladno z naravnimi zakoni, skladno s tem, kako naj bi life potekal. Medtem, ko odrasli nam tako te stvari včasih res niso jasne. In pol šele, ko smo starejši, počasi prijemo nazaj do te modrosti, do teh prvotnih ugotovitev. In tukaj so lih možgani, ki nas jebejo, se mi zdi. Mislim, je fajn, da jih imamo, lahko z njimi ogromen dobrih stvari počnemo, ampak močnejši, ko imaš ta procesor kle gor med tema ušesoma, težje je pač ga kontrolirati, ne. In kakor pravijo, da je krasno orodje, ampak grozen gospodar. Mislim, če je tvoj gospodar in ne obratno, pol je tvoj life beden. In moj je bil na trenutke dost. Šele zdaj, ko pa dojemam, da moram jaz biti pač gospodar svojih misli, svojih možganov in da pač ne to je bila ena ugotovitev letos. Ko se nekaj spomnim, jaz tega ne rabim narediti. Včasih sem mislil, da vsako misel, ki imam, jaz to pol rabim narediti, ker je to moja misel. Zdaj sem pa ugotovil, da pač te misli sploh ne vem, od kje pridejo. Pač lahko delam nekaj in pol dobim eno najbolj nenavadno misel, od ne vem, kje je prišla, in zdaj sem ugotovil, da jaz ne rabim nič narediti v zvezi s tem. Pač, moji možgani so mi servirali neko misel, lahko tako gledaš, ne. Mi smo pač ljudje, pa vsak od nas ima možgane, ki z nami komunicirajo prek teh misli. In ti komot ne narediš tega. In sem zase ugotovil, da jaz komot imam neko misel, danes sem pa to naredil, pa danes moram to pa to narediti, pa jutri tisto pa tisto, pa to bi bilo fajn, pa takole bom živel, pa tega ne bom več delal. In jaz lahko to vse ignoriram. Jaz ne rabim nič od tega narediti. Če moji možgani mi servirajo neko misel, je to samo to, je pač so mi dali to misel, kaj pa to? In pol jaz lahko pogledam to misel in rečem, ne, pač ne rabim tega. Hvala, ampak ne hvala. In do letos sem jaz živel kakor da, če imam neko misel, si jo moram zapisati, pa potencialno narediti, pa, je to moja misel. Ne. Pač saj verjetno vsak od vas ve, da pač misli imaš skozi, neke take ali pa drugačne. In si lahko vzameš svobodo, da jih pač ne upoštevaš. Ja, pač pride misel in ti misel. In jo pustiš, da pride, da je tam in da pol gre naprej. Koliko je to boljše, to je toliko bolj živeti, kaj enkrat dojamaš, ko se enkrat nehaš identificirati z svojimi mislimi. Da to niso moje misli, ampak pač so nekje. Lahko gledaš kakor na svoje možgane, kakor na nek sprejemnik in pač misli pridejo iz nekje iz vesolja in se pač ustavijo pri tebi. In če jih rečeš ti ne hvala, pa gre naprej, pa najdejo si enega drugega človeka, ki jo bo izvedel. Lahko tako gledaš. Vsaka misel, proba biti udejanjena, se nekako manifestirati v tem svetu, pa gre od človeka do človeka, pa išče, kdo jo bo izvedel. Zato kakšni pisatelji, pa saj jaz tudi dostikrat ustvarjalne stvari delam,
imamo občutek, da ko dobiš eno misel, je pol strah, da če te misli zdajle ne ujamem, bo šla. In je temu tako, ja, ti dobiš misel, je nekaj časa ta misel s tabo in potem gre naprej. In če jo takrat ne ujameš, ni nujno, da bo prišla nazaj, ker bo šla naprej in lahko, da jo bo en drug ujel. Da sploh ne bo, naredila celega kroga. Se pravi, recimo, ena misel, misel oziroma ideja za hudo knjigo. Če to idejo jaz dobim, oziroma to misel jaz dobim, pa si jo ne zapišem in je pol ne začnem izvajati, bo ta misel šla naprej in bo naprej iskala enega drugega človeka, ki pa jo bo izvedel. In se ponovadi lih to zgodi, da več ljudi začne istočasno delati na podobnih projektih in pol, ko pridejo projekti ven, je tako, zakaj sta pa ta dva istočasno začela to? Ja, ker pač ta misel, ta ideja je hotela biti udejanjena v svetu in je pol pač iskala človeka, ki jo bo udejanil. In se včasih zgodi, da jih najde več, ne. Tako da ja, odtle pol pride ta bojazen, da če ne ujameš neke misli, da nikoli več ne bo prišla in je nekako utemeljen strah, ampak po drugi strani pa lahko prideš do zavedanja, da ne rabiš vseh misli izvesti in da v bistvu ne rabiš nobene izvesti. Da lahko samo si, da samo obstajaš v tem svetu in pač počneš one stvari, ki so tebi kul, in to je to, Ne rabiš nobenega tako projekta izvajati ali pa ne, pač če pride neka ideja mimo, neka misel mimo, jo lahko sam pustiš, da gre naprej. In to je to. Se ne navezuješ na njo in pač živiš svoj life. Naj si pa najde nekoga drugega, da jo bo šel pa izvedel. Kakor recimo ta podcast, ne. To je pač bila ena misel, kako bi bilo, če bi en človek šel pa zbral vse načine, kako si poenostaviti življenje. Pa potem imel recimo blog, pa vse te načine popisal. Ali pa niti ne blog, lahko podcast, pa posnel vsak nasvet oziroma vsako zadevo, ki je najdel, kako si poenostaviti življenje, da bi šel pa posnel eno epizodo na to temo. Ali ena epizoda, en predlog. No in ta misel je prišla mimo mene, jaz sem jo pogledal in si rekel, to bi jaz delal, to se meni zdi vredno narediti. In sem jaz zdaj to začel delati. In potencialno se je ta misel pol pri meni ustavila. Ni noben drug v Sloveniji dobil podobne ideje, ker, je ta prišla do mene in sem jaz rekel, te bom jaz naredil. In pol ni, šla do naslednjega človeka in zdaj sva jaz pa ta misel skupaj in pač jo izvajam oziroma jo počas udejanjam. Dobivam pa tudi druge ideje, ke pa si rečem, zate pa pač nimam časa in pa gre ona ideja naprej in si najde drugega človeka, ki jo bo izvedel. En tak dober način gledanja se mi zdi. Pol pa v imenu minimalizma pa tega, da se lažje živi, probaš čim manj teh misli izvesti. Ker se kdo pa pravi, da sploh rabimo človeštvo kot človeštvo delati stvari. Recimo, lahko bi se kot človeštvo odločili, da ta nivo življenja, ki ga imamo zdaj, nam je kul in ne rabimo več napredka. Lahko bi zacementirali se tukaj in je pač skozi tako. Lahko bi,
In pol vse nove misli, ki bi prihajale, bi jim sam rekel ne, hvala. Čeprav tisto bi bilo čudno, ne. Nekako mislim, da nam je v krvi, da skozi majčkeno izboljšujemo stvari, pa skozi nekaj novega probamo ustvarjati, pa to. Pač smo ustvarjalna bitja, ni druge. Ok. Ja, mislim, da je bilo za ta večer dost, saj ura je že kar. Drugače pa ja. To. Poskrbeti za svoje telo, umiriti in odpreti svoje srce. Pa pač, ne glede na to, kaj narediš drugemu človeku, če ga imaš v srcu, je to. Skoraj ne moreš narobe. Pa brez skoraj. Pač ne moreš narediti napačne stvari, če res živiš na ta način. Ta ideja mi je tako res huda. Pa poglejte, ja, The Midnight Gospel. Huda serija. Ok, lepo se imejte, pa se pravim. Meni so tele epizode so mi vedno bolj zanimive in razmišljam, da ne bi delal samo nasvetov, kako si poenostaviti življenje, ampak tudi takele. No, sej, bomo videli. Tako da ja, uživajte.